Drage dame, cenjeni gospodje in vsi ostali, ki ste se odločili preživeti v naši družbi naslednjih nekaj minut, morda celo kaj dlje, če bomo le zanimive, prisrčno pozdravljeni v oddaji Dober dan Slovenija. Ali je dan dober ali ne, presodite sami, me se bomo vsekakor potrudile, da vam bo z nami lepo. V studiu pozdravljam ljubi sovoditeljici Katarino Keček in Violeto Tomič. In seveda naslavlja že kar prvo temo, ki seveda naj bo vreme. O čemu? O vremenu. Zopet nas je presenetil sneg, sicer sneg sredi aprila ni nič nenavadnega, je pa vedno nenavadno tesno pri srcu, ko vidimo, da narava lahko vpliva tudi na našo dobrobit. Na kaj s tem mislim? Na pridelke, na vse tiste kmete, katerih preživetje je v bistvu odvisno od tega, kako se vreme obrne. Kako vidve preživljata tale veseli december? Ti si že čisto svečano oblečena, vidim. Ja, seveda, jaz se prilagodim. Pripravljena za Silvestrovo. Ja. No, meni je dosti manj veselo, ker imam tako in tako nizek pritisk. In polk je tako deževno vreme, pa sneg, pa to. Mislim, če bi človek lahko stal cel dan v posteli, se ne bi pritoževala, tako pa kaj treba vstati, pa jati ven v mraz. To me pa moti, ja. Jaz mislim, da te je napadel virus pomladanske utrujenosti, tako bi rekla, no, ker ga jaz letos tudi močno kar čutim. Pa še polna luna je bila, pa retrogradni Merkur, tako da jaz mislim, da je bil tale biološki vpliv, no, negativnih sil zelo močan zadnje tedne, ne. Ampak vsi smo navajeni, april je pač tako vreme, vedno je bilo v zgodovini, ne. V bistvu jaz temu rečem angleško vreme, kar pomeni, da zjutraj vstanemo v dežju in čez dan gremo čez vse možne letne čase. Tako da tem časom recimo jaz rečem čebulni čas, treba se pripraviti, to, da se treba zjutraj obleči tako, da se lahko toku dneva slačiš kot čebula. V torbi imam pa vedno s sabo tudi japonke in sončne očale, ker nikoli ne veš, kako se bo dan končal, ne? To je odlično, zakaj pa ga ne bi začinili z random izletom na morje, pač daš malo poletno opravo in smo. Ja, nažalost se nam za praznike obeta slabo vreme, a ne? Tako da ne bo glih najbolj, ampak hočem reči, glede na to, da se vse v življenju spreminja, očitno bomo poleti po novem začeli hoditi smučati. Jaz sem lani že šla smučati maja, prvič se mi zdi nekam v Avstrijo, ker pač zdaj očitno aprila pada sneg in maja, kar je zelo nenavaden občutek, a ne, navajeni smo vsi, da se v hribih okoli 5 popoldne ugasne dan, rata noč, a ne, maja pa to čisto drugače izgleda in je svetloba do 9 zvečer in se lahko smučaš do 9 in je tako zelo nadrealistično, ne. Ampak vse se spreminja in tudi očitno čakajo pač poletna smučanja, ne, ker po zimi snega nimamo, spomladi ga pa imamo, zdaj je na veliko zapadlo posod, ne, v Alpah, ne. No, ponavadi so rekli, če bo april deževen, kmet ne bo reven. Zdaj bomo pa videli, niso rekli, kako je, če je tudi mrzel poleg deževen. Niso se preveč pritoževali, ker prevelike zmrzali vseeno ni bilo, a ne. Zdaj tudi kmetje se tudi tolažijo, da bom tako rekla, rahla snežna pokrivalo, ne, čez tele nove rastline, ki prihajajo, in tudi ne bo škodilo, ne. Pričakujemo pa, da vse poletje ne bo takšno, ne. Ja, vsekakor bo spet snežilo do nižin, saj tako pravijo vremenoslovci, trg vremenskih sistemov nad Slovenijo, pač res, kot si rekla, ne obeta ravno blaženo lepega poletnega vremena za praznike, ampak nič za to, se pa je vendar živel 1. maj. Prejšnji teden je ponudil nemalo dogajanja in ne moremo žal mimo konfliktov. Predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je zaradi opravljanja pridobitne dejavnosti samostojnega podjetnika pozvala k odstopu koga? Ustavnega sodnika Klemna Jakliča, ki funkcijo upravljal se od marca leta 2017. Naj bi 2. aprila ta SP zaprl, ampak mislim, da sam ne odstopa od mnenja, da ni kršil zakona, da ni nič protiustavnega v tem, da pač se ukvarja še z samostojnim podjetništvom, ker naj bi šlo za dejavnost v prosveti. To pa naj bi bilo dovoljeno kot izjema v zakonu. Zdaj, ne vem, govorili smo že o zdravstvenih krogih, tam je kar stalna praksa, da se zraven državne zaposlitve opravlja še neko pridobitniško dejavnost oziroma privatno aktivacijo, ne vem, kakšno je vajno mnenje, tudi sami sta samostojni podjetnici. Nažalost. Ja. Ja, samo imamo karijerne plače skoraj 6.000 evrov, tako kot doktor Klemen Jaklič. Ja. Dobro, če smo čisto natančni, Ja, če smo natančni, ima bruto 5.200. 5.800. 5.800, kar nanese tam. Če smo na Kaj je pa 500? 813. Ja, bruto, kaj, pa bi prišlo 4.800 približno neto, ne? No tako, ampak to je premalo, ker gradi vilo za 1,5 milijona
in res ne more Vilo samo imamo. z denarjem. Ne. In ta vila bo imela 750 kvadratnih metrov, a bi vi živele v 750 kvadratnih metrov. Mislim, če bi z imela bazenom. če bi imela 3 čistilke, potem ja. No, tako. In, Če pride zraven s hišo. Jaz razumem, da mu zmanjka denarja. Ampak zakaj smo mi- Zdaj, zanimivo pa je, da je on odprl SP šele potem, ko je bil imenovan za ustavnega sodnika, takrat, ko bi ga v bistvu po zakonu moral zapreti. Ne. Ni dobil soglasja sodnega sveta in zdaj se seveda branijo ga njegovi, nasprotujejo že tako in tako nasprotniki in takle imamo. Za sodniška mesta se zelo borijo, kajti vemo, da so mnogi oproščeni ravno zaradi tega, ker imajo prave ljudi na pravem mestu. Nažalost je zgodba že o ustavnih sodnikih, ti se spomniš, to iz politike že zadnjih 10 let takšna, da naši ustavni politiki niso več neodvisni in objektivni pravni strokovnjaki, kot sami vidimo pri raznih sodniki oziroma pravniki, kot vidimo pri vseh ustavnih odločitvah se tudi delijo po politični prominenci. In tudi vemo, da Jaklič je v preteklosti tudi zagovarjal največ, bom tako rekla, stališča desnih strank. Za njega pravijo, da je blizu stranke SDS, kar se tudi pri velikih recimo primerih izkazalo. Kar se pa tiče, zdaj bom tako rekla, no, mislim, jaz nisem fovš ustavnemu sodniku, ki si dela hiško za 750 kvadratov. Mislim, da vsak slovenski privatnik in si lahko to naredi in si pač upravlja. Vprašanje je pri tem, ker si rekla, ker gre za javne uslužbence in njihova pač plača je transparentna, kot vemo, ne? In če si samo omenila, da ta hiša je ocenjena, ne vem, na 1 500 000, bi se morali vprašati, odkod je prišel denar. Zdaj lahko špekulirava midve, ne, da je veliko denarja prišlo iz dediščine, da so prodali neka stanovanja. Dejstvo je, da ustavni sodnik že leta živi v službenem stanovanju, čigar cena je minimalna. Tudi njegova žena, ki je tudi zdravnica, tudi živi v neprofitnem stanovanju. Zdaj, tega jim nismo fovša, ne. Zdaj, lahko bom rekla, očitno so pač ljudje šparali samo zato, da si zgradijo eno velikansko vilo. In če malo sem gledala, ker imamo vsi pač neke stanovanjske kredite, če bi si vzel kredit za 20 let za tako veliko hišo, bi približno na mesec prišlo, tako sem izračunala, okoli 6500 evrov. Ja, mesečne obresti na 20 let, tako da noben od nas pač tega ni sposobna, jaz nikogar ne spoznam, tako da ne bom zdaj tle špekulirala. Kar se pa tiče napada, bom rekla Urške Klakočar Zupančič, me je malo presenetilo, da se predsednica Državnega zbora ukvarja s ustavnim sodnikom. Predvidevam, da je to zadeva ustavnega sodnika oziroma pravniških svetov. Kar se pa tiče, tako sem šla prav prebrati tudi zakon o ustavnih sodnikih, na nek način se tudi strinjam z gospodom, katerega zdaj omenjamo, ker 16. člen zakona o ustavnega sodišča pravi, da je funkcija sodnika ustavnega sodišča ni združljiva z opravljanjem poklica ali pridobitne dejavnosti, kar mu zdaj očitajo, razen, to piše v zakonu, dejavnosti visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca ali visokošolskega sodelavca, kar je tudi sam rekel, da je rekel. Tako da jaz mislim, spretno je to rekel, ja. Tako da jaz mislim, da gre tle za neke pravniške debate, in obedve vemo, da pravnik vsak prebere zakon tako, da njemu odgovarja. Tako da jaz mislim, da gre v bistvu za neko, kako bi rekli, mala bara puna krokodila. No, jaz bi pa rekla, da ni čisto čudno in nenavadno, da je predsednica Državnega zbora pozvala ga k odstopu, kajti Državni zbor imenuje ustavne sodnike in on je bil tam imenovan na zaupanje. Pustimo, da je največja stranka, kateri on pač na nek način pripada, tudi ideološko, zelo, zelo delala na tem. On je takrat pač kot božanstvo omenjal vodjo opozicije. To je bilo že takrat sporno, ampak dobil je dovolj glasov. Ampak ta njegova praksa, seveda je pa luštno, ne? Bi vi tudi živeli v kadrovskem stanovanju, službenem, pa službeni avto bi imeli, zraven bi pa šparali za enormno vilo, tako da jaz pa krepko dvomim in mislim, da bo KPK pregledal te njegove posle. Ja, absolutno bo pregledal, ker so ga že prijavili. Jaz sicer mislim, da se iz tega ne bo izcimilo nič slabega za njega, tako podnavadi, nobene odgovornosti, kot že vemo, je gospod že zaprl svoje SP-ja. V vsakem primeru pa ne vidim jaz tukaj neke pravne zagate, bolj gre za moralno obnašanje in nekih moralna načela. Ustavni sodniki so najvišja avtoriteta moralna pri nas in oziroma bi morali biti, kar pomeni, da bi oni prvi morali delati vse po črki zakona, pa šele mi za njimi. Tako, ja. No, in če riba pri glavi smrdi, potem se lahko samo vprašamo, kaj se dogaja pri repu te ribe. Vsekakor bodo naši repki še zaplahutali zelo, zelo kmalu, privoščimo si kakšno minutko. Za nasvete za šoping vrnemo se z korupcijo, ki se dogaja ne samo pri nas, ampak takoj čez mejo. Se vidimo kmalu. Pozdravljeni nazaj v oddajo Dober dan Slovenija.
Tudi na Hrvaškem, ne samo pri nas, se ukvarjajo z ustavnim sodiščem, ki je pred dnevi zasedalo na izredni seji v povezavi z vključitvijo predsednika Zorana Milanovića v predvolilno kampanjo. Sporočili so, da Milanović ne more postati mandatar, ne predsednik vlade, tudi če odstopi z mesta predsednika republike. In obtožujejo ga celo, da je skozi celotno kampanjo kršil ustavo. Seveda je sledil njegov zelo oster odziv, da v odločitvi vidi pripravo na državni udar in da je s kandidaturo le želel preprečiti hrvaško tragedijo. Tudi nas seveda to zadeva, pa pride na predsedniški vrh, pa ne pride, pa se je opravičil, pa ne vem kaj vse. Skratka, vsekakor je pametno, da povprašamo tem politično veliko bolj podkovani kolegici, kakšno je vajno mnenje o vsem tem. Ja, hvala, Hrvaška je naša sosedna država in mislim, da večina Slovencev dosti dobro obvlada njihovo politično sceno. Že če smo spremljali zadnje volitve, smo videli, da je šel za klasičen cirkus politični, v katerem je Milanović igral svojo klasično vlogo klovna, na drugi strani Plenković poskuša ohraniti neki zdrav razum. Jaz mislim, da sta ona dva v neki taki navezavi bizarni, kakor v naši državi vidimo povezavo, bom tako rekla, Janša-Kučan ali pa če gledamo bolj moderno, Golob pa Janša, vsak na drugi strani. Tudi Plenković pa Milanović zelo podobno funkcionirata, eden brez drugega ne morata, en drugega spodbujata, sprovocirata, ustvarjata afero na drugega. Kot smo videli, zdaj HDZ znova zmagal, ne vem že katerič, četrtič ali petič, Milanovića to očitno, čeprav je kandidiral na strani opozicije, pričakoval velik uspeh, ker se ima očitno, mislim, vemo, da ima tip zelo veliko mišljenje, zelo veliki ego ima v sebi. Tukaj je pač, če rečem po domače, popušijo, če tako rečemo, ampak očitno se bo ta ljubezenska naveza Plenković-Milanović kar nadaljevala. In seveda razveseljevala hrvaške volivce, ki se v tem zelo veliko zabavajo. Se zabavajo? Ja, pluvate se en cajt do drugega, ne vem, če malo spremljaš, to ima zelo take humoristične, sarkastične, cinične žaljivke, in do drugega cel cajt se obkladate s temi, tako da, kar se tiče novinarskega posla, je to kar zabavno, cel cajt zbujata to neko napetost, Ja, mene ta napetost sicer plaši, ampak je neproduktivna, se strinjam, je pa čisto neproduktivna, Mislim, ta HDZ je večen na Hrvaškem in kdorkoli ga hoče zamenjati, je skoraj da nemogoče. Zdaj ne vem, kaj je hotel Milanović s tem svojim nastopom, s tem obratom dosežiti. To je tako, kot če bi Nataša Pirc Musar zdaj se odločila, da bo kandidirala na Golobovo mesto. Ja, na tvoji stranki. Pri meni, recimo. Ja, mislim, hoče reči ker je tudi on šel v neki opoziciji, veš. Opozicije šel, iskati glasove. Jaz verjamem, da se mnogi na Hrvaškem želijo zamenjave oblasti. HDZ je tako utrjen in tako močen, da ima vse niti v rokah in da bi bil verjetno, in to je taka hobotnica, ki je res čisto povsod, v sodstvu, v zdravstvu, v politiki. Je pa nas je čisto scena z SDS-om, pa z Gibanjem Slovenije, Svoboda danes, In verjamem, da jim je veliko do tega in da bi vse naredili, da končno ta HDZ spravijo z oblasti, ampak kot rečeno, ko imaš enkrat tako globoko hobotnico in takrat tudi dobivaš volitve, ker se mnogim splača, da si na oblasti, ker so tle pač mnoge službe, mnoge funkcije in tako naprej. In posle Tudžman. Tako, HDZ je ustanovil Tudžman in ta... Tako je, tako je. Cel life nas spremlja. Nas ne na srečo, mi smo v Sloveniji, nas spremlja Kučan pa Janša, njih pa spremlja Tudžman, Milanković, Plenković, zdaj se pa lahko sprašujemo, kaj je boljše, katera družba je boljša. Vseeno se mi zdi, da so naši še malo bolj kulturni, kot so južni politiki. To je problem. Konflikt sam ni problem. Pa da sta dva štaba, pa da vsak svoje misli, pa vsak spoštovanje pa način pogovora je problem. Tako je. Zato, ker s tem, sploh je to zelo javno izpostavljeno, vse oči javnosti so sploh, ko pride do predsedniških bojev ali pa do teh za oblast, uprte v to. In takrat je zelo potrebno, da se uporablja dostojanstveni jezik, da se uporablja način reševanja konfliktov, ki je lahko nam vsem za vzgled. Kakšne lepe vzglede pa sta kaj našli, da če se posvetimo seveda trivialnosti, mi rade naslovimo tudi horoskop, seveda ne bo izostalo tudi tokrat, da se malce sprostimo od vseh teh težkih političnih, ne povem, da se zopet bliža polna luna, tokrat je v Škorpijonu, to bi znalo biti malce bolj obremenilno, 24. aprila bo zasijala vrhunec ob 1:48 po našem času in to je zodiakalno znamenje, Škorpijon namreč, ki združuje energije čustvene intimnosti, finančnih premikov in strategije. Povej, kaj bo dobrega, rajš? A so finančni
premiki pozitivni. Povej, kaj bomo negativni. dobrega dobili od tega škorpiona. Da se lahko odpremo ranljivosti, ne da bi popolnoma zapustili svoje obrambne mehanizme. Škorpion je sicer mal tak mračnjaški, temačen, se ne boji tudi tistih malce bolj skrivnostnih ali pa negativnih aspektov, ampak pred nami je čas, ko se lahko učimo plavati v morju življenja, ne da bi se potopili. Zelo optimistični pa ste lahko, če ste rojeni v sončevem znamenju bika, leva ali škorpiona, kaj ti čaka vas popoln razcvet. Sorry, punce. Sorry, jaz sem dvojna škorpionka, tako da hvala ti za te lepe želje. Odlično, wow, Minus sta zanimivo. Jaz od narka nimam nič s tem. Boš, da prespiš naslednji mesec za tole, boš, da nič ne narediš. Jaz pa sem svoje ovnovo območje očitno že zapustila, kaj ti biki so prišli na svoje. Nič hudega, tudi trma pride prav. Me pa trmavo rinemo naprej v naslednjo temo. Če smo že začele z malce bolj pozitivno noto, pa še nadaljujemo v tej smeri. Bencin se bo sicer podražil, dizel in kurilno olje, ker očitno zna kurilna sezona še malce potrajati, pa bosta celo cenejša. Kako fino za naše denarnice. Ne? Krasno, zdaj le poletka ne rabimo kurilnega olja, pa se pa pocenilo, ne? Zakaj ga ne pocenijo po zimi? Ja, Upam, Potem za zimo, ne? upam, da imajo ljudje denar, da si bodo zdaj tole poceni nabavili, ne? Zdaj sem videla, da je tudi dizel prvič nižji od cene od časa covida, ne? Kaj po 2 letih, a ne? Mislim, čist nič mi ne pomeni, ker dizel ne uporabljam. Jaz vozim dizel. Ja, ti voziš dizel, koliko je zdaj to par centov, ne? V bistvu se mi smešno zdi, ne? Ugotavljam, da s tem benzinom tako kot steklenica vode, ne? Ko doma natočim steklenico vode, mi pride, bom rekla, 50 centov, ne? Ko to isto steklenico vode kupim v trgovini, plačam za njo 1 evro, ko jo kupim na pumpi, plačam za njo 3 evro, v gostilni pa 5 evrov, ne? In isto je, to pomeni, da voda isto stane in benzin isto stane, važno je samo, kje ga kupuješ, ne? In kot vemo, je na avtocesti zdaj ne vem za koliko dražji, kakor na magistralnih cestah, ne? Tako da treba se znajti, ne? dobro, mi zdaj tlele o centih, a ne, pa kako bomo se znajdli pa neki pumpal noter v naše avtomobile. Ne rabimo se voziti, zdaj lepo vreme, kolesa, potalke, tako. Absolutno, to vodaj, dober dan Slovenija. Gremo v zeleno agendo, ker nam jo forsirajo cel cajt, ne, tako da, ne, pešaka, pa gremo, ne. Tudi jedrska energija je zelo, zelo zelena, če le znamo pravilno in odgovorno ravnati z odpadki, ampak se zadeve tudi po svetu zaostrujejo in sicer je Poljska je pripravljena namestiti jedrsko orožje na svojem ozemlju, hkrati pa gre v milijarde vsakodnevno za to vojno v Ukrajini, ki se kar ne konča in ne konča in ne konča. Mi o centih, milijoni. In se tudi ne bo končala še naslednjih 10 let. 10. Ameriški kongres je odobril v soboto 20. aprila 95 milijard pomoči Ukrajini, Izraelu za tisti genocid v Gazi in Tajlandu. Seveda Tajvanu, da bo se branil proti Kitajcem. Se pravi, popolnoma ideološko odobritev. In zakaj 20. aprila? V soboto, ne v petek in ne v ponedeljek. 20. aprila ima rojstni dan. Kdo? Adolf Hitler. Ja, in nismo teoretiki zarote, vendar vsa ta naci politika, ki nam jo vsiljujejo, in genocidna politika ima nekje svoje konotacije. 95 milijard in zdaj, kar je še najhuje, načrtujejo, da bodo zaplenili zunanje devizne rezerve Rusom in dali Ukrajincem za obnovo. A to lahko naredijo? Ja, to je popolnoma ne morejo, to je proti mednarodnemu pravu, vendar ga ves čas kršijo. In seveda bo Rusija odgovorila nazaj z drugimi sankcijami, zaplembami premoženja Evrope in tako naprej. In kdo bo nadrajsal? Mi, ki se tukaj o centih pogovarjamo, ker bodo energenti dražji, ker bo naše življenje dražje, ker bo hrana in tako naprej. To je ta neumna politika, ki v bistvu ob kateri smo popolnoma nemočni. Da ne govorimo o žrtvah, ki jih je pa na vse. Kot se reče, ob tele vojni nekatere države močno služijo, tudi Rusija, konec koncev, nažalost, moram reči nažalost, sem ravno brala podatke, kako so jim v zadnjem letu vojne oziroma v zadnjih 2 letih, kako so presegli svoje BDP dohodke, ne, seveda, ker veliko denarja vložijo v vojaško industrijo, ki jo seveda tudi prodajo po svetu, ne sam za sebe, a ne. Tako da ja, 10 let se bomo še, najmanj 10 let se bomo še s to vojno ukvarjali, če ne celo več. Jaz sem upam, da se pač to, ker si omenila že tole postavitev jedrskega orožja na Poljske, ne, podobno se govori tudi za Finsko, Norveško, ne, da se pač dela na tej jedrski obrambi. Jaz sem upam, da se pa ta konflikt ne bo razširil na Evropo, ne, ker drugače bomo pač mi postali emigranti in bomo bežali nekam drugam, kakor bežijo zdaj emigranti k nama, ne. Ja. Če bomo sploh lahko bežali, ker ko se jedrsko orožje uporabi,
je vse požgano. Pa mogoče pa bolj, da bi naša vlada zdaj nam priporočila, da tole poletje izkoristimo za gradnjo kakšnih bunkerjev pod našimi hišami, pod zemljami. Smo to imeli. Tako da se pripravimo na ta zaklonišča, da se to spuca, ker mi nikoli ne vemo, kaj se bo zgodilo čez 2-3 leta. Ne bi bilo slabo. Ne? V stari Jugi, če se spomnimo, smo imeli enkrat, dvakrat na leto, se tudi spomniš, nič nas ne sme presenetiti. Takrat je celo mesto, jaz se spomnim, sem bila v Postojni in Ribenci, šola, gasilci, policija, vojska, svi smo bili angažirali v neko igrico tako mestno. Mi smo otroci smo uživali, čisto se je zaklonišča, igrali smo se Indijance, kavbojce oziroma Nemce, partizane. Mislim, da ena taka združitvena skupnost oziroma en takšen pogovor o tem, kaj nas lahko čaka, ne bi škodilo nobeni skupnosti. Ampak nobeno od nas ne ve, katero zaklonišče spada. Jaz vem, kam spadam zaklonišče, samo to zaklonišče je nepristopačno, zaklenjeno, umazano, neživljenjsko, nečisto, tako da če bi se karkoli zgodilo, nimamo kaj tam. Ko se bo aktiviralo, bo nekdo pobiral vstopnino. Absolutno. Ker je to zdaj neoliberalni kapitalizem, juhuhu. In tudi zaklonišča so očitno privatna lastništvo od nekoga, ki kupi zemljo, nekaterim je pač to bilo. Damo vam minuto časa za razmislek, kje boste našli svoj zaklon, če slučajno zagusti, me pa gustimo naprej čez nekaj trenutkov. Prisrčno pozdravljeni nazaj v oddaji Dober dan Slovenija. Še vedno sta ob meni čudoviti Katarina Keček in Violeta Tomič. In ravno smo obdelale Slovenijo, sosede in tudi celoten svet. Dobra novica, če se temu sploh lahko reče, dobra novica, da je v izraelskem napadu na mesto Rafa umrla nosečnica, a so zdravstveni delavci uspeli s pomočjo carskega reza rešiti dojenčka, konkretneje dojenčico, deklica 1,40 kg je imela ob rojstvu, rojena sirota, pa vseeno mogoče je žarek upanja, da se življenje nadaljuje ne glede na to, kje kosijo vojne oziroma kaj se pač v svetu sploh dogaja. Se pa dogaja tudi pri nas v Sloveniji, drage moje. Kako sta kaj s pajkicami? Zakaj je to vprašanje? Mislim, čakaj, zdaj si tam enega otroka v Gazi omenila, no? Mislim, pa si šla na pajkice. Mislim, meni ta zgodba o tem otroku, sirota, ki se rodi, meni to ful žalostno, meni ni pozitivno. Rodila se je v vojni, rodila si sirota, cela njena družina je umrla pri tem. Kdo bo tega otroka čuval, kdo bo tega otroka ohranil? Vsi otroci, ki vemo v Gazi, umirajo od lakote, mislim tako, zdaj nočem biti kruta, ampak jaz res ne vidim nobene pozitivistične zgodbe, razen v tem, da bi se zdaj spravila poskušati najti papirje, pa iti v Gazo posvojiti tega otroka, ker jaz dvomim, da bo ta otrok brez staršev v tistem peklu preživel. Tako da mislim, res mi je hudo za to punčko, ker nima res čisto nobene prihodnosti, nobene možnosti za preživetje. Nihče ne bo dojil. Nihče ne bo dojil, mama jo nikoli ne bo pobožala, niti enega sorodnika nima, ki bi skrbel za njo. Tako da mislim, jaz res držim pasti, da ta punčka najde neko srečo v neki tuji državi in da nekdo posvoja, ker res začetek je pa zelo žalosten njene. No, ampak jaz ne vem, kako so sploh odprti koridori za posvojitev iz Gaze. Vse v koridor niso sploh nič, ne? Vse je zaprto, žal, ljudje nimajo možnosti, Palestinci se sploh branijo. Nič, nimajo teh obrambnih ščitov in ne vem kaj. In vrla Amerika, kateri smo mi tako podložni in mene je sram, res sram, vsi navijajo za ta Izrael in vsi odobravajo, da se jim pošiljajo milijarde za to, da pobijajo tam točno te uboge mamice, dojenčke, otroke. Mislim, kje je meja, koliko trpljenja bodo naše oči morale še videti, da se bomo zbudili in da bomo spet postali ljudje in rekli temu ne. Amerika je tako nekritična do tega, tako ima dvojne morale, kar se tiče Palestine in Izraela. Mislim, to mi nič ni nerodno povedati, ker vsi Slovenci pač vemo, da je to res. Zanj sem brala v Guardianu članka, da Izrael oziroma da izraelska vlada financira večino ameriških univerz. Seveda, pa večino ameriških univerz, kar pomeni, bom tako rekla, da se ta indoktrinacija že začenja zelo problematika. Zanimivo je, da študente, bom tako rekla, niso vsi seveda za Izrael, da se študente na vseh teh univerzah že, bom tako rekla, že protestirajo proti tem proizraelskem političnem načinu. Zdaj jaz pričakujem tudi neke upore tam počasi. Če se spomnimo časa za Vietnam, pa to, ker so študenti bili prvi, ki so stopili na ulice in se borili proti ameriški prevladi na svetu. Zdaj pa so ti Američani mladi, bom tako rekla, dosti tiho, glede palestinske vojne. Pa vsi otroci so, vsi ti mladi so zdaj dosti bolj tiho, kot smo bili mi v naših časih, pa bi morali kričati. Kar je pa še zanimivo je, da so v ameriškem kongresu
so vsi z dvojnim državljanstvom, oziroma krepka večina. Misliš, Izrael pa izraelskim in in ameriškim. ameriškim. Ja. Tako da ni slučaj, zakaj je tako proizraelski ameriški kongres. Ne? Rada bi pa še enkrat opozorila na to, da so različni protesti proti tej moriji v Gazi. Recimo Janis Varoufakis je izgnan iz Nemčije zato, ker je naredil skupaj Palestince in Izraelce je zbral skupaj v protestu za mir. Kajti tudi vsi Izraelci niso sionisti. Ne, niso, ne moramo gledati črno-belo na te stvari. Ne? Ampak da človeka, ki poziva k miru in k združitvi teh sprtih strani, izženejo, je jasen znak, kam naša Evropa gre. Zanimivo je, da Nemčija fura to ameriški sistem, ne? Čisto isti, oziroma ga je prekopirala. Ne? Cela Evropa totalno to fura. antipalestinska. Ne? Ja, cela Evropa to fura, mi pa furamo to, kar Nemčija fura. Nemčija pa to, kar Amerika. To je dolgoročno za nas pogubno. Dobar, mi kot Slovenija, da nikoli nismo imeli svoje pozicije, pa svojih načel, ker smo se držali to nič novega ni. To, da vedno sledimo pač večjim političnim silam, to je pač očitno neka tradicija, ki je zaenkrat v 30 letih samostojne Slovenije še nismo pretrgali. Ne. Tudi zdaj je ta zadnja pogajanja, se veš, obljube slovenske, da bodo Palestino priznali. Tako, da bodo Palestino priznale, ne? Kot vidiš, so se zdaj spet nekam razmaknile, v nekam, ne, ni pravi čas, čakamo, da bomo se prišlepali za eno večjo državo, da se ne bodo vsi pol na nas pikirali, ne? Čeprav ideja pa je bila slovenska. Ne? Mislim, kar žalostno. Ne? Jaz sem žalostna, ko tole slovensko politiko poslušam, sploh zunanjo, ker če mene vprašaš, je tako rekoč sploh ni, ne? Ne, sploh je ni. Bi morali imeti neuvrščeno držo, v vseh konfliktih bi morali humanitarno pomoč nuditi, nikakor pa ne vojaško, mislim, lepo vas. A imamo se pa za pacifista, veš, Slovenija pa ves čas razlaga, kako smo mi za mir, pa smo pacifisti, ne? Tudi v ustavi marsikaj lepo piše. Denar pa dajemo za vojne druge, ne? Sorry, vrni se k pajkicam, izvoli. Amerikanizacija namreč prihaja tudi po vse... Tudi s pajkicami. Cyber Monday, Black Friday, to so zdaj že standardne nakupovalne akcije, ki smo jih deležni tudi Slovenci in seveda pridno zagrabimo vse to, kar nam je iz te vrle veleumne Amerike ponujeno in pravkar smo bili pred dnevi lahko priča tudi neomejenim vrstam mladenk, žensk, dam, morda tudi kakšnih babic, ki prisegajo na udobno modo in to so pajkice. Slovenska podjetnica, sicer odlično in čestitke k dobri podjetniški potezi, jih je namreč vse privedla v pop-up store, to je pač trgovina, ki se odpre za določen omejen čas in ponudi lahko ekstra popuste in vile so se vrste za pajkice. Grozno. Grozno. Da boš to rekla. Nekaj najgršega na ženski, kar je možno ever, so pajkice. No, to so posebne, veš, one ti naredijo lepe... Ne, niso posebne. Poslušajte, punce, pajkice so namenjene za športno vadbo, pajkice niso namenjene za službo, za trgovino, za obiske zdravnika in tudi ženske danes nosijo, ne. Zdaj, ok, očitno si vse hoče biti praktične, ne, očitno to je nekako praktično, ampak pa bi lahko tudi v žabicah ven hodile, ne. Meni je tako grozen, ko gledam te mlade in stare punce, ki mi tisto rit stisnjeno kaže v tem cajta, ne. Zdaj bom tako rekla, meni kot ženska ne moti, ker pač to ocenjujem, ampak če gledam z nekega moškega stališča in vsi vemo, da imajo moški radi malo zakrito, mali nekaj skrivnostnega, ne, kaj se skriva pod majčko, pod krilo pa to, ne. Zdaj, če jaz to vse pokažem in veličino in obliko, mislim, kaj bi pa on še želel pri meni, ne. Sploh so pa tele pajkice, ne, sploh tele kolekcijo, kot ti zdaj omenjaš, ne, zdaj sem brala, da se imajo prav in poseben izraz, mi je malo nerodno reči na televiziji to, ne, ampak upam, mogoče mi bodo dali, te se rečejo upizdnice. In ta luk zraven. In to, kot rečeš, ta luk zraven. Ja, samo da prevedem bolj spodobno, ne, torej te pajkice so namenjene temu, da se izpostavi kameli grebenček ženski, ne, tako eno taka maksimalna seksualizacija. Jaz sem ful proti temu. Jaz imam rada krila, hlač celo manj, pajkice pa res nosim samo za neko športno prireditev z majčko česa, ne. No, jaz sem pajkice kar veliko nosila. Zato, ker v službo, v parlament? Ja, ne v parlament, ampak v gledališče pa pa dolg pulover čez, to bilo je praktično, zelo lepo je izgledalo na kakšne dobre škorne, izgledalo je kot recimo ene bolj debele žabe in tako naprej. Ampak jaz bi se nečesa drugega dotaknila, ne. Zdaj, Amerika, ne, nam prinaša same novosti in same čudovite stvari od Valentinovih in podobnih. In tale, ne, Black Friday, ne, če naj vas spomnim, to je pač dan, ko se je sužnje prodajalo pod ceno, ker so tam pobirali bombaž in bili popolnoma izčrpani in so bili shirani in zgarani in so jih dobili tako
za pol cene, za četrt cene. Od tod ime Black Friday in mi to vse nekritično sprejemamo. Pa kje je kultura Evrope, ki so jo včasih oddaleč gledali Američani kot nekaj, kot zibelko neke civilizacije? Ne, mi smo vse to pozabili in laufamo za Ameriko, ki ima najslabši zdravstveni sistem, ki ima polno brezdomcev, ki ljudje umirajo po cestah, ki so zadrogirani in mi vse to kupujemo. Zakaj že? Ker smo hlapci. Absolutno smo hlapci. Kako zelo hlapite vi, oziroma kam hlapite, pa se lahko vprašate skupaj v naši družbi vsak torek, sredo in četrtek, kajti še vedno smo na programu ob 18:20 na vaši najljubši televiziji TV3. Naj se vama, dragi dami, iskreno zahvalim za vajne iskrive misli in seveda parlamentiranja o vedno perečih temah, ki bodo z vami tudi prihodnjič, ko se zopet ugledamo. Do takrat pa se lepo imejte, poskrbite za svoje zdravje, psihično in fizično in pač uživajte v življenju, kajti samo danes smo tako lepi in mladi. Lepo se imejte, pa kdaj se tudi nasmejte. In samo še nasvidenje, Slovenija!